je eno najbolj razdvajajočih političnih vprašanj v Izraelu. Izjeme pri naboru za ultraortodoksne verske moške, še posebej v času, ko se zdi, da se bo osnovno služenje vojaškega roka za večino vojakov verjetno podaljšala. Izraelski parlament je danes glasoval za sprejetje zakona, ki prepoveduje aretacijo in pregon ultraortodoksnih moških, se izogibajo vojaški službi. Sporni ukrep daje 10 tisočem izogibajočih se naboru imuniteto pred aretacijo do konca novembra. Prav tako začasno ustavlja tekoče kazenske postopke proti tistim, ki se že soočajo s sankcijami. Zaradi tega je bilo v parlamentu zelo napeto. Za več informacij je tukaj v studiu naša dopisnica Balik Sadik. Na eni strani novo podaljšanje vojaške službe, na drugi strani pa izjema za 10 tisoče vernih moških. Kako to koristi Benjaminu Netanjahuju pred volitvami? Politično mu to pravzaprav sploh ne koristi, mu pa vsaj pomaga ohraniti ta blok. To koalicijo Netanjahuja, Likud in haredijske stranke, pa seveda tudi ultraverske oziroma, versko-sionistične stranke. Tudi Mostračan Bengvir, ki je prav tako v istem bloku, tako grejo na naslednje volitve kot en blok. To je pomembno za Netanjahuja. Misli, da bo v teh 3 mesecih do prihajajočih volitev, torej 104 dni, izraelska javnost vpeta v veliko več stvari ali pa v različne stvari, zaradi katerih bo on ali izraelska javnost dejansko pozabila, ali vsaj to ne bo njihova glavna prioriteta. Ampak to je vsekakor pomembno vprašanje za javnost v Izraelu in zato Netanjahu politično vsekakor trenutno trpi. In to žrtvuje za blok, kot sem rekel. Trenutna situacija je tudi taka, da sta bila 2 najpomembnejša zakona za Haredime sprejeta, zdaj pa prihajajo zakoni za samega Netanjahuja in njegovo stranko. Govorimo o omejitvi pooblastil generalnega državnega tožilca, pravzaprav o ločitvi vlog generalnega državnega tožilca in tudi o novi reformi medijev v Izraelu za Šloma Karija, ministra Šloma Karija in druge zakone, ki so pomembni za Likud in njihove volivce. Torej vidimo, da gre tukaj za nekakšen dogovor. Mi vam damo, kar želite, vi nam damste, kar želimo mi, in na naslednje volitve gremo tako, da bodo naši volivci vsaj nekoliko zadovoljni. Torej, to je dogovor in izvaja se iz dneva v dan. Jutri bo v Knesetu več glasovanj in dogovor oziroma paket, vsi zakoni bodo sprejeti do petka. Ker je to dan, ko bo Kneset, to je prvi Kneset od leta 1988, kot smo rekli, ki končuje svoj mandat, samodejno razpuščen. In nam lahko poveste, kdaj se kampanja zares začne? Vemo za združevanja in manevriranja pred volilnim dnem. Kako to izgleda? Ja, najprej moramo počakati na predizbore, saj za demokratsko stranko, ki jih ima naslednji ponedeljek, in tudi za stranko Likud, ki je prav včeraj določila rezervirana mesta za Netanjahujeve kandidate. 8 sedežev, kot smo rekli, za listo, ki vključuje vsaj veliko večino teh, ki so na izvoljivih mestih, kjer bodo verjetno izvoljeni na naslednjih volitvah. In potem bojo sledile še predvolitve za Likud in potem bomo dejansko videli začetek kampanje. Ampak že zdaj vidimo, kdo so tukaj tekmeci. Netanjahu izbere Eisenkota za svojega glavnega tekmeca. Rekel bi, da je, ko gre za desničarski glas, Lieberman pravzaprav njegov najpomembnejši tekmec in ne Eisenkot. In seveda bomo v prihodnjih mesecih videli vedno večjo intenzivnost kampanje. In o vsem tem dogajanju do volilnega dne 27. oktobra bo poročal dopisnik Balik Sadik. Hvala kot vedno.